En lep pozdrav, sem Petra Starbek in z mano se bosta kar predstavila, Aleks. Živijo Aleks Kus, poročni fotograf iz Trbovelj. Čau, Ana Gregorič z Ljubljane. Poročna fotografinja. Ja. Ne bi bila, ne, v teh časih, ali kako? A je kaj porok zdaj? Mal na pauzi. Mal na pauzi. A imamo maja kaj porok? Ne. Čisto vse predstavljeno. Zdaj smo praktično. Zaenkrat ne. Zdaj pa tako, ta pogovor je tako čisto zelo take osnovne narave in zato bomo začeli čisto od začetka, k par nima dobenega recimo pojma, kako najti fotografa, kako je sploh, kaj mora sploh vprašati fotografa in tako naprej. Se pravi, Aleks bo odgovoril, Ana ti na prvo vprašanje, potem bomo pa malo menjali zaporedje, tako da naprej. Ok. Koliko prej naj par pokliče fotografa? Aleks. Ful prej, čim prej. Prva stvar, ki jo rezervirajo. Koliko prej? Ja, jaz sem rekord 5 let naprej, no. Ja. 5 let naprej, pa tako 1 leto, kar v povprečju. Ana, zadnje isto? Ja, 1 leto, leto in pol naprej začnejo nekateri že, sploh za tiste najbolj zaželene datume, kakšne junijske, to gre najprej, ali pa kakšni taki, kot so bili letos 6.6. To sem imela tudi mogoče 2 leti prej rezervirano. Nekatere pa, če je sreča, pač z datume itak malo loterije, ne, določeni ostanejo fraj do zadnjega in lahko par dobi v bistvu še 3 mesece prej, recimo, kakšen termin, tako da je čisto odvisno. To je v bistvu dejansko loterija, zdaj ali boš gamblal in čakal, ali si boš zagarantiral željenega fotografa ali ponudnika, pač čim prej, ne. Se pravi, praktično takoj, ko se zaročita, ko gresta v samo načrtovanje poroke, se pravi, če že ona dva vesta točno katerega fotografa, nekaj kar čisto takoj, praktično, če vesta in datum in to, rezervirata. Ja. Ja, v bistvu določeni pari celo, kar jaz opažam, tako da v bistvu delajo nek research že dosti let prej, ali pa saj ne vem, 2 leti prej in po si nekako naredijo izbor 4, 5, 6, whatever fotografov in pač pošljejo neka povpraševanja in vidijo malo na ceno, malo pa tudi v bistvu na stil in pač spremljajo nekako, ne, spremljajo fotografa, v bistvu pa se podločijo, kako in kaj naprej. Se pravi, Ana, povej, sorry. Ne, to sem hotela reči, da jaz včasih, ko je res zelo zgodaj, pa recimo, da nimam še nekih povpraševanj za željen datum, in včasih tudi naredim soft reservation, da imajo čas premisliti, tako da vejo, da sem na razpolago, lahko še malo premislijo, pretuhtajo, in v trenutku, ko recimo dobim kakšno povpraševanje za ta datum, se pa recimo morajo odločiti in takrat plačati aro. Tako da tudi možnost je, da samo potipajo za datum, naredijo soft reservation in potem se šele odločijo, ko je to nuja, recimo, ne. Se pravi, a imata oba dva, se pravi par pokliče, ali je to lahko dovolj klic, ali to mora biti mail, mora biti to vse pisno, ali so kakšne plačila akontacije? Oziroma je plačilo po poroki? Ja, v bistvu ARA oziroma depozit, oziroma ARA, no, da ne depozit, rezervira v bistvu datum, ne. Rezervira datum in to je pa v bistvu tista rezervacija, ki se šteje. Zdaj v bistvu ta soft varianta, v bistvu soft rezervacija je ful dobra, če ti je poroka ful všeč, je ful dober, ne. Drugače pa ja, rezervacija, pač plačilo ARE je rezervacija datuma. Obenem pa tudi pač podpis pogodbe in ob tem plačilo. Se strinjaš, Ana, ali še kaj dodala? Ja. Seveda najlažje je se stvari zmeniti po telefonu ali pa v živo, definitivno pa je treba vse stvari napisati na mail, zato da vemo, pri čem smo, tudi zato, ker mi dobivamo res ogromno povpraševanj, za določene datume tudi po 20, in recimo, če ima nekdo 40-50 porok ali pa že samo 20 porok, ne more vsega držati v glavi, zato je fajn, da se vse zapiše in se pol na koncu, pač teden pred poroko, gre čez cel spisek in da vidimo, kakšen je plan, ne, da se lahko mogoče še kaj prilagodi, da vemo sploh, kje smo v soboto. Komunikacija je ful dobra stvar, v bistvu ful pomaga za od začetka do v bistvu do same poroke in pa tudi kasneje. In komunikacija je ena v bistvu glavnih, če ne kar najbolj pomemben sestavni del. Ja, ponavadi se zelo mailih takrat, ko kaj ni bilo dorečeno, ne.
Tako. Jaz vam ful rad, če se eno poroko sem imel ene par let nazaj, ker sva prišla na sestanek in je možak rekel tako, veja sta ta 51. sestanek. In jaz tako, zakaj? Je rekel za fotografe in prav tako vzel knjigo, kjer je pisal, je imel vse dorečeno, vse zabeleženo in smo šli prav čez, mislim, prav vse je imel splaniran in jaz nisem hotel delati te poroke, ni šans, ni teorije, da bi jo in sem že reno tako med mizon, med sestankom brcal nogo, da ne rečemo, da gremo dam, da ni šans, da je preveč kompliciral. Ampak v bistvu je bila pa ena ful dobra lekcija, ki me je on naučil, je bila pa ta, da zakompliciri prej, kakor se da, do kraja, naredi sive lase fotografu, na dan poroke pa bo pa v bistvu se štimali in je res to ena dobra lekcija bila, tako, ki se jo zdaj fajn držim, da ful zakomplicirati prej, to pa lepo tako na easy steče in sam poročni dan in v bistvu od začetka do konca sodelovanje s parom. No, to. Se to ponovadi že prav vidiš, no? Jaz imam čutek, da tisti pari, ki bojo mogoče med samim načrtovanjem malo bolj zahtevni, malo bolj recimo, ko rečemo, komplicirali, bojo na dan poroke tako veseli, če bodo sproščeni. Ker so za vse poskrbeli, ne? Za vse so poskrbeli, vse so spravili pod streho, točno vejo, kaj je bilo dorečen, kako, kaj in v bistvu na tisti dan morajo uživati in bojo uživati. In kaj točno bo dobil. Pa nekaj ne dogovorenega bilo, pa nekaj v lufti veselje, pa pritiskne se vseh strani. In poznajo biti kakšni kaosi. Zdaj pa tako, zdaj smo bili na komunikaciji, postanemo tukaj. Kaj vam more par povedati, katere informacije vi rabite kot fotograf? Ana? Ana, ti prepuščam besedo, pa bom jaz pa nadaljeval. Na začetku je seveda fajn, da predebatiramo celoten plan. Zato, ker recimo mi imamo pač fotografi ful več izkušenj kot sam par, naprimer, ne, ker smo pač veliko več porok obiskali kot oni in jim lahko v bistvu že na prvem sestanku ponudimo pomoč pri organiziranju časovnice, da jih spomnimo na kakšno stvar, na katero so mogoče pozabili, kot je recimo skupinske ali pa družinske slike, da jih opozorimo, kdaj je najlepša svetloba za iti na fotografiranje, vse take stvari, ki jih seveda takoj pač ne moreš sprogramirati in jih niti ne veš, da obstajajo in da so pričakovane na poroki. Tako da predlagam, da pač že takoj izkoristijo naše znanje in da jim pomagamo pri planiranju. Potem pa seveda rabimo vedeti, kje, kdaj, v kateri uri zjutraj priti in pol pa akcija, ne? Aleks? Jaz tukaj malo bolj zakompliciram stvar, na začetku, ker sem ful radovedne narave in mogoče včasih v momentu vprašam, kaj preveč, na kar jih tudi povestim, da želim vedeti vse skupaj, ker na poroko gledam v bistvu kot na nek zapis, vizualni zapis celega dne in tudi life, kako se par obnaša izven poročnega dne. Tako da jih v bistvu kdo, kje, zakaj, kaj, pa kako v bistvu so neka moja vprašanja, na katera gremo, na katera si naredimo zapiske. Tako da sem kar zelo radoveden na te stvari. No. Ampak za samo rezervacijo, v bistvu za samo, ne vem, za samo, ko bi rekel, samo popraševanje, pa pač basic stvari. No. So pač datum, lokacija, razpoložljivost, to je to. No. Pa ful fino je, če je zraven še kratek opis. No. Da ni samo cena pa vprašanje, ne. Da je saj, ne, ta pa tukaj, da ni čist. Čist, brez pomena popraševanja. No. Zdaj pa tako, jaz s parom predlagam, da fotografu tudi pošljo seznam fot, ki si jih želijo. Ali je to dober ali ni dober? Ja, jaz imam rajši, da se več stvari pove kot premalo, zato ker se mi zdi, da imajo predvsem neveste že shranjene galerije na Pinterestu in se poistovetijo z določenimi fotografijami in si jih želijo imeti. In rajši vidim, da mi to njihovo galerijo mogoče pokažejo in se potem jaz pač fokusiram tudi na te stvari, zato da ugodim tudi tem njihovim željam. Seveda pa se ne moramo držati 100% tega, zato ker je pač na poroki cel džumbus in je dosti drugih stvari bolj pomembnih na porokih, kot mogoče tista ena fotka, v katero se je nevesta zaljubila. Ampak jaz rada ugodim in poskušam pač narediti tako, da bodo te slike njihove najlepše in najljubše.
zato imam rada, da mi jo tudi pokažejo, če želijo. Ni veliko takih nevest, mi povsem zaupajo, ampak če je ta možnost, pol rajši vidim, da ja. Ja, se čisto popolnoma strinjam z Ano, če je kakšna želja normalno, da se pokaže, da se upošteva. Res pa jaz nimam nekih ful hudih izkušenj iz Pinteresta, no, tako da nimam nekih hudih zahtev glede tega, recimo tega stila ali pa tako bom rekel. No. Pa še nekaj bi... Sekundo. In pa obvezno predlagam, po vsakem predlagam zaradi samega timelina, da obvezno naredijo si spisek, koga želijo imeti fotkanga oziroma poslikanga, ko se gre za formalce, se pravi z pričami, starši, s prijatelji. Tu ponovadi naredimo takoj po grupni sliki. Sam zaradi timelina, da smo res v 20 minutih gotovi, da ne vlečemo to zdaj, ne vem, naslednje 2 ure. No. Ja. Pač spisek nekomu, ki ga pozna, ki pozna sorodstvo, ki pozna prijatelje in gre. To je edina stvar, ki je pač, dajmo reči, nek zapisek ali pa nek spisek fotk. Vse ostalo je pač tako in the flow. Jaz sem želela to reči, da zdaj 2 stvari. Torej, če se navežem na Aleksa, pač pomembno je, da pari premislijo, katere ljudi bi obvezno radi imeli na fotografijah. Zato, ker mi ne moremo pokriti portrete od vseh 50, 80 ali 100 svatov. Mi se bomo vedno fokusirali na ožjo družino, se bomo fokusirali na par, na dogajanje, na zanimive trenutke. In mogoče boste vi želeli fotografijo tete, ki pa je konstantno, ne vem, v kotu na čiku in je enostavno ne bomo ujeli na kameri. In boste pa spraševali, kje zdaj slikate moje najljubše tete. Ne? Mi pač ne moramo vedeti, da je to najljubša teta in nismo nikjer niti opazili in ne moremo poslikati. Zato je fajn, če imate določene ljudi, ki so vam ful pri srcu, da se pač to splanira in se jih poslika, ker edino tako je lahko garantirano, da jih ujamemo v kader. Ne? Ja, to je isto točno to stvar, ki si Ana zdaj omenila tim, jaz povem na samem sestanku, da v bistvu imamo en inner circle, se pravi ožja družina, malo širša, za vse ostalo pa, če je 100 plus gostov, recimo do 300, ne moreš, ko praviš, ni šans pokriti. Ne. In je fajn, če je ena ful pomembna teta, da se pač jo večkrat, da se saj omeni, da je pač nekako pomembna. Renata! Je pohvalila Ano. Tako da, če imaš še kdo nekaj napiše, bomo tako z veseljem, bomo malo dodajala vaše komentarje ali pa vprašanje. Petra, še to sem hotela povedati, da je Pinteresta. Ja. Kaj dosti krat upozorim, ko imam kakšno možnost se pogovarjati tako v živo. Jaz bi rada, da se pač pari zavedajo, da ko imajo shranjene slike na Pinterestu ali pa pač na računalniku, katerikoli galeriji, se morajo zavedati, da te slike, ki so jih shranili, so najbrž najlepše na svetu. So od raznih avtorjev iz vsega sveta, veste, koliko norih lokacij je okoli po svetu. In zdaj vi imate shranjeno ta galerijo in jo gledate, sanjate o njej. Pol pa na koncu vi imate samo en dan in samo enega fotografa ali pa 2 in ne moremo narediti vse te slike, ki jih vi imate tam, razen če si ne vzamemo 8 ur in potem gremo čez vse to. Tako da tlele je treba pač ful paziti, kaj so pričakovanja in kaj lahko pač mi izvedemo in kaj je realnost. Ne? Absolutno. Zdaj pa tako, tukaj vidimo zdaj, kako vama rečemo, glavo ekipe. Ekipa, ki vidva imate še vsak svojega partnerja, nista sama, nekako jaz vem. Zdaj pa tako, se pravi, te glavne fotke večinoma vidva pokrivata. Zakaj imate asistenta? Ker ljudje mislijo, da je dosti en fotograf, jaz sem vedno ful pristaš 2 fotografov, pač vem, da je fajn imeti 2. Dajte mi razliko povedati, kakšna je razlika, če je samo en fotograf oziroma je še asistent zraven. Kaj asistent ponavadi dela? Jaz sem že prvo poroko, ki sem šla takoj v paru delati, zato ker nisem sploh vedela, kako te stvari potekajo, nisem zaupala, ne da bom zmožna po tolikih urah sploh voziti avto, ga sploh užgati, sparkirati ali karkoli, ker si tak čisto v komi in zmučen, zmozgan. Zato ne vem, kako primerjati, če si sam. Vem, da z tega vidika, kolikor smo jaz izkušen, lahko zatrdim, da je pač to ful bolj varno. Odgovorno je, ne? Ti, če delaš 12 ur, ti ne moreš imeti skozi
konstantno energijo, pač imaš ups and downs in takrat, ko imam jaz downs, takrat Luka skoči in on mogoče malo bolj pojača tempo in kontra. Prav tako se mi zdi, da je fajn, če je ekipa moški, ženski, zato ker vseeno se mi zdi, da pač med spoli je razlika in vidimo stvari malo drugače. In fotografije, ki recimo jih jaz naredim, jih Luka nikoli ne bi niti v galerijo dal. Kontra, kar pač on poslika, tudi jaz ne bi nikoli. Ampak vem, če dam to skupaj, bo pa to ful dobra galerija in polna in živahna. Ne? Poleg tega stvari lahko potekajo hitreje, zato ker recimo med shootingom romantičnim se lahko izmenjujemo objektive, ta čas, ko jaz slikam s širokim kotom, z zoomom, z teleobjektivom, tako da lahko ne rabimo se skozi menjavati, lahko istočasno posnamemo en kader. Tudi pri obredih pa je tako, da lahko ujamemo več kotov istočasno. Ne? Ja, zapis v zgodbe je bolj popoln, ne? Če gledamo samo iz fotografskega stališča. Pri nama je majčkeno obratna stvar, ker jaz naredim res, ne vem, bom rekel, 90% vsega. Ireni res pokrije tiste kote, ki jaz pa sem pač predaleč ali pa je časovno se ne splača, oziroma se ne izide, tako bom rekel, no. Pa predvsem je pa ta odgovornost, no? Ta odgovornost, da imaš ti nek backup zraven, ki je v bistvu sposoben celo poroko sam narediti brez kakšnega koli problema. Meni se je to enkrat mi je zgodilo, da sem bil neki pač bolan in me je kar dobro pokrila takrat, no. En pripetljaj sem imel pa ful let nazaj, ker sem v jezer padel na Bledu in sem ne vem, eno urco bil pač malo moker in je Ireni pokrila v bistvu in dokončala, ni bilo, pač sam formajci so ostali sreča, ampak ja, neka odgovornost je nek dodaten člen, no. Pa tako, kot je Ana omenila, no, najbolj bistven del pa, ne, da imaš nekoga, ki je v bistvu čez samo party, lahko malo počije, ne skače okrog, ne pokriva tog samega dogajanja in te lahko v bistvu varno pelje domov. No. To je res ena taka pač stvar. Premalo se zavedamo te odgovornosti, ki jo mi imamo, no. Na sam, ko se poročni fotografi in je res odlično čez ta dva. No. Poznam odlične fotografe, vrhunske fotografe, ki delajo v bistvu kot ednina, ne, ko se mi nimajo backupa in tudi ogromno zgodb zraven poznam, ki so pač se domov pelali, pa se jim je marsikaj dogodilo. No. Tako da pač ta stvar je, no, da imaš neko varnost zraven, nek dodatni člen. Jaz pa kot na poroki, ne med obredom, jaz vem, da rabim fotografa, ki je tako neopazen. Ja. In vidva, ok, sta oba dva neopazna. Imam pa ene fotografe, ki mi letajo Ja. Ja, to je ta odgovornost. Ja. To se pa pri meni zgubi. In potem se še tako, ko prav vidiš, dol mu že teče, leta iz enega kota na drug kot, pač zato sem tudi pristaš dveh fotografov, ker res stojita, počasi se premikata in tako naprej. No. Kako pa imata vidva, ali vprašam zaradi tega, tako da pari vejo, ker jih tudi to zanima, ali vidva ostavljata obred, ali želite, da se ponavljajo? Ne mi vprašam, ker Ne, sam to ne, vse drugo, sam to ne. To je značilno za kamermane včasih, ne, da znajo, kje zrežirati take stvari. Absolutno ne, jaz v bistvu sem čist proti, da razen takrat, ki je tako Ana ponovadi reče, romantično fotografiranje, ne, se pravi, mi rečemo shooting temu, ne, tudi da prevzamemo pač neko pobudo samega ustavljanja ali pa poziranja, kakorkoli, ne. Zakaj? Zato, da smo hitrejši, da ne zabijemo naslednjo uro, ker je nimamo, ne. Med samo poroko, med obredom pa ni šans, da se ustavlja, ni šans. Tudi bi raje rekel, recimo, dajmo tako malo karikiran reči, no, pa če zamudiš prstane, recimo, no, bi rekel da se jih še enkrat izmenata, čistko, no. Če bi se že zgodilo, hvala Bogu se ni, ampak recimo, no. Jaz sem imela primer, ker je bilo pač dekoracija tako zastavljena, da enostavno, ko ponavadi se postavimo en spredje in zadnji, zato da ujameš, ker se ponavadi pri prstanih lih tako dajo, da kakšnega zgubiš, se skrijejo. No, in pri eni dekoraciji smo tako imeli, da ko se je on skril spredi, jaz nisem imela čistega kadra, od zadnji pa Luka ne, ker je pač z ramo skril. In recimo njegove izmenjave nismo imeli zaradi dekoracije. Ker je bila pač taka majhna luknica v bistvu čez cel obred, smo mogli pač malo ninja biti, ne.
In recimo smo pol samo close-up naredili, pač, da so bile njegove roke, ki so podali njej prstan. Ali pa včasih naredim, ko se recimo ful sčisti lokacija za obred in je ful lepa dekoracija, potem jih še enkrat recimo postavim na samo to dekoracijo, zato da pač res dobimo na tako čisto fotko, mogoče na boljši svetlobi, kot je bilo sicer prej na obredu. In pa recimo, kjer jaz sicer dosti krat še vzamem pobudo, zakaj premakniti ali kaj spremeniti, je pa pri pripravah. Takrat tudi, pač, če imamo čas, pol že premaknem nevesto in vizažistko za tistih par kadrov na lepšo svetlobo, na lepšo ozadje, ker ponavadi imajo tudi one določene, pač rabijo določene pogoje, ki pa ni nujno, da so najlepši. Mogoče ne bojo zbrali najlepši kotiček v sobi, ampak tam bo za njih najboljša svetloba. Za nas pa kot fotografi pa pač ni tisti kotiček fotogeničen. Najbolj primeren. Tako da v takih trenutkih, kjer lahko, pač vedno probam vzeti inicijativo. Zato je res pač od prve do zadnje fotografije vsaj neka doslednost. Ampak tukaj pri pripravah spet se da, ker ne bo neki, v bistvu ne bo neki poseganje v samo zgodbo. Medtem, ker med samom obredom pa ne gre. Ali pa med prvim plesom, meni tudi prvi ples režirajo, to ni šans, rezanje torte isto ne bi upoštevne. Meni so včasih tako ful simpatični pa zanimivi ti naši matičarji, da rečejo, no, fotograf, kako pa vi želite, no, fotograf, se boste iz tega kota slikal, in tako, kako ste pa vi med tem, a pač upoštevate navodila, ali poslikate, ali naredite tako, kot vi veste, da bo najboljše. Ja, to je najboljše, tako, kot se pač po izkušnjah veš, in si pač nasmehneš, ostaneš prijazen do gospe matičarke, tudi če ti med obredom fotografira, s takim fotičem, in pozira par, ker se mi je tudi enkrat zgodilo in pač ostaneš miren in rečeš, lejte gospa, vem kam, vem kako se bomo postavili in bomo to rešili tako, kaj treba. Da bi pa v bistvu zelo radi pa postavijo, veš tisti, ki postavijo, buke, šopek, ki ga radi postavijo, a ga imate v kadru, pri podpisih, to imam ful rad, so posredni. Tudi Marko tukaj je napisal, da se strinja, da se praktično zaradi fotografa ne spreminja nič oziroma ne ustavlja, ampak se dogaja, tako da jaz sem ful porok za sabo, pač vidva oba dva, vidva nimata stikov z drugimi fotografi na porok in jaz jih pa imam, pa se to dogaja in niti ne vem več kaj, ampak kako reagirati v tistem trenutku, ampak se odvisno je od matičarja, če ostavi, ampak ponovadi tako rečejo, da je par malo počakata tukaj, pa bomo zdaj ponovili in kakšni parim je to kul, kakšni pa ni to kul, tako da morate tudi fotografi med sabo vedeti, ali to delati ali ne. To je isto ta komunikacija, če tudi skomunicirajo prej, verjetno najbrž ne skomunicirajo, ker je par sigurno v šoku, verjamem, da je. Če pa recimo, da to stvar bi oni skomunicirali, bi pa verjetno so stvar tudi gledali temu primerno, ki bi bili pripravljeni. Najslabiji za par so te v bistvu surprise stvari, ki se jim dogodijo, ki so v šoku in po zaradi samo ljudnosti ne odreagirajo. Jaz imam, večina nas, se mi zdi, imamo itak navado, da gremo, recimo, preden se začne obred, gremo itak do župnika, ga vprašati, če so kakšne omejitve. Tudi pri matičarjih jih vprašamo, če lahko mogoče stopimo v sredino, ko bo poljub in so vsi pač ponavadi ful prijazni in se pol tudi odmaknejo. Včasih tudi, ko pozabijo, se pol, ko malček, ko se zrineš bliže, reče, sej pa res, in se pol odmaknejo. Ta komunikacija z župnikom, če priješ temu, daš roko, je ful vesel in čisto počaščen, ko ga imaš, v bistvu, ko ga spoštuješ in ti je skoraj, da v bistvu ti so dnevu vse dovoljeno. Skoraj, ne čisto, ampak dajmo reči skoraj. Ne, se to veliko vidim, tudi jaz, pač ta odnos, saj da greš pa pozdraviš, živijo, kako ste, pač jaz sem ta pa ta, slikal bom, ali pa jaz povem, da sem organizatorka, pač imamo to in to in to, in doben ne komplicira, samo to ne pove in tako naprej. Lepa beseda vedno lepo mesto najde. Vedno najde, ja. Se na koncu je tudi v bistvu nekje naš marketing, bomo tako reči, za naprej je v bistvu
persona, kako se obnaša, ne? To tudi naprej pelje poli, ne? In od parov, in od v bistvu vendorjev, in od ponudnikov. In če se to v bistvu navadiš, pa skomuniciraš, dejansko nimaš nikdar težav. No. Zdaj se bomo pa malo lotili, malo bolj, kako bi rekla, da vaju še spoznamo. Idem pa jaz dala najprej fotko. Čigava je? Ana, a je tvoja? Podane, je. Ana, a lahko malo poveš, kakšen je tvoj stil, oziroma kako misliš, da te pari vidijo, oziroma kaj bi ti rekla, kakšna fotografinja si? Ne vem, jaz se vidim malček miks vsega. Se mi zdi, da mogoče moje neveste imajo malo več želje po tem romantičnem slikanju, po tem poziranjem. Imam tudi izkušnje z modnim fotografiranjem in se mi zdi, da mogoče imajo tudi malček več te modne žilce. In res imam, večina nevest se mi totalno prepusti in včasih prav ženi, ok, kar pet bova, mi dveh poslikale, pejdi na pir. Tako da se mi res pač ful predajo in lahko se izživlja nad njimi. Recimo prav na tej fotografiji smo imeli tak veter, tle dejansko ponavadi tako fotko z tilom naredimo tako, da pač Luka vrže til v zrak in jaz pač ujamem ta trenutek. Tlele pa tega nismo sploh rabili, ker je tako pihalo na Bledu, deževalo je in sonce smo imeli, vse tri istočasno. In recimo pač ne bo vsaka nevesta šla s tako vlečko po mokrem lesu na dežju, ker se bojijo ponavadi za frizuro, za make-up in vse, ne boš vedno dobil take neveste, da bo pač to korajžna in šla in si vzela tistih 10 minut za narediti nekaj takega, ne. Tako da to sem pač ful hvaležna, da imam pač to možnost, da si življam nad njimi na tak način, ne. Ja, to je komunikacija in zaupanje para, v bistvu fotografa. To je cilj na koncu, če tako pogledaš. Da se ti v bistvu čisto prepustijo in da lahko narediš z njimi vse. To je pa moja, ja. Ja, evo, Aleks, zdaj si pa. V bistvu, jaz ful rad predstavim vsaj z eno fotko, če se le da, par v lokaciji. Če vzamemo zdaj recimo, taj tudi izgleda, ljudje, oziroma dajmo reči, par ponavadi lokacijo zbere, ok, eni jo čist random zberejo, ne, pač kar je frejt izdan, eni se prav namensko odločijo. In zdaj, če se je nekdo odločil, pa namenil nek denar za neko posebno lokacijo, je treba dati nek pomen, nek meaning je treba dati. Ne. In sploh, če so to tuji pari, recimo to brez take fotke, da predstaviš Bled kot celoto ali pa kot lokacijo, sploh ni šans. No. Jaz to pravim, da je pač kontekstualizacija para, se pravi subjekta v okolju. Ne. Sam pristop moj je pa čisto vizualni zapis cele zgodbe, no, v bistvu storytelling. Naši so celo zdaj neki to prevedli, da je to zgodbarjenje, meni je to malo smešna beseda. Gobarjenje. Zgodbarjenje. Ne, gobarjenje, ne. Zgodbarjenje. Ja, jaz, ker sem prvič to slišal, mi je bilo to, ne, ampak ja, pač tako so prevedli, no. Tako kot sebe. Ja, evo, točno tako, no. In v bistvu to je pač vizualni zapis celotnega dneva z enakim pomenom od začetka do konca, no. Želim pa v bistvu z domom, pa v bistvu sam pristop je pa, da prav mora vsaka fotka nekaj pomeniti, no, ni nekih snapshot, pa to, tudi če jih dam 2000, 2500, se pravi, vsaka mora nekaj izraziti, vsaka mora biti pač imeti nek pomen, no, ni kar nič, no. Zato sem tudi poznan, da sem malo nor pri številu fotografij, ki jih naredimo, no. Ne. Če smo zdaj pri številki, koliko fotografij par dobi, jaz pol dobim tudi vprašanje, a dobimo vse fotografije, in naslednje vprašanje, a lahko vidijo fotografijo na to, ki jo dobiva, ali jo dobiva v tem surovem stanju, ali jo lahko sama obdelava, ali lahko obdelava midva tudi kakšne fotografije, ali kako je zdaj s tem? Absolutno obdelava naknadna ne pride v poštev, vsaj pa meni ni šans, zato ker v bistvu fotografa se tudi malo na podlagi samega v bistvu editinga, sama obdelave zbira, ne. Je tudi v bistvu to nekako pomen
strankam, ne samo vizualni zapis, ampak pač tudi samo, dajmo reči, pač barve, no, po domače povedano, obdelava. In absolutno ni šans, tudi zapisano imamo v pogodbi, da naknadnih filtrov na Instagramu ne sme biti. No. Številke so pa čisto odvisne, v bistvu, če je odvisno, zdaj, če je elopement, če sta samo par, poj, ne vem, 200-300 slik ful velik, ne. Če pa to zdaj poroka, 300 slik je pa ful malo, no. Jaz jih dam tako tam okrog 1000 jih je pa navad. Ja, celodnevno poroka 12-urno, ponovadi tudi jaz imam, nekje minimalno 800 slik predam, pa je lahko tudi 1000. Čisto odvisno dogajanje, če sta bila 2 obreda, če je bilo ful svatov, če je bilo ful dogajanja, je pač seveda več slik, ne. Jaz v bistvu moje fotografije obdelam še tako, da pare tudi malček popeglam tam, kjer je treba, torej če se jim naredi kakšen mozolček, ga odstranim, kakšni podočnjaki ali kaj takega. Ne, gubice niti ne, odvisno na kateri sliki, no. Pazim že, da poslikam tako, da jih ni toliko videti. Da jih ne vidijo, ja. Drugače pa ja, redko kdaj, da me kdo vpraša, no, če bi lahko vse slike dobili, ampak roko na srce, mi to posedemo, zato naredimo to selekcijo, jih gledamo, kjer je bolj ostra, kjer je boljši kadriran, kjer je lepši trenutek. In pač ne vem, kdo bi si želel imeti 10 slik istega motiva in ne vem, tudi nikoli pol ne veš, kje ta slika na koncu konča, ti si pač kot avtor podpisan in vsaka slika, ki gre ven, mora piti vodo. To zgodi se čisti pomen v bistvu, čisti pomen slike, sama fotografije se zgodi, če daš, ne vem, 10,000 fotk, ki jih ne bojo niti vedeti. Ker pol se tiste najlepše, najbolj pomembne se zgubijo. Zgubijo se, ja. Ana, prej si že navrgla avtorstvo. Evo, kako je zdaj s tem? Jaz se vedno na Instagramu, na Facebooku, pa posod, kjerkoli objavim vajine slike ali pač kogarkoli, napišem, kdo je avtor. Eni pa tega ne delajo. Tudi za medije, ko gre ven, vedno zahtevam avtorstvo. Kako je zdaj s tem? Ker eni pa res... To je pač edino pravilno. Avtor se mora vedno pač navesti. Recimo pri oglasih, kjer to ni možno, ali pa pri kakšnih zadevah, kot so plakati, tam mogoče nas ne podpišejo, ampak drugače je treba vedno podpisati. Recimo, dostikrat se zgodi, da povlečejo fotografijo iz Facebooka in pol napišejo avtor Facebook ali pa avtor osebni arhiv. Ja. In ta osebni arhiv vse fotke pofotka tle v Sloveniji, jaz ne vem. Ampak se mi zdi, da zdaj se je malček to sčislo in da se tudi novinarji bolj potrudijo poiskati avtorja in zato, ker je bilo ful pravnih, v bistvu niti ni prišlo na neki na sodišče, ampak bilo je dosti v bistvu takšnih pravnih postopkov, da se je v bistvu to dosti čistilo, no, ni več tega. Absolutno avtor mora biti napisan in to je to. A so to lahko tožbe ali kakoli? Kdo to potem? V bistvu vse v pogodbi, ki jo daš, imaš napisano avtorsko pravo, imaš pač členi so notri, kjer se je šlo pač sestavlja pogodba po tem zakoniku in tam lepo piše, da v primeru, če se pač fotografije objavljajo v socialnih medijih, kjerkoli mora biti avtor napisan, če par posreduje fotografije, recimo v nekem reviji, mora biti avtor o tem obveščen in mora s tem soglašati, no. Ni dovolj, da par pošle. Ne, mislim, meni ne, no. Jaz hočem biti, točno to, kar je Ana rekla, hočem vedeti, kje so slike objavljene, ker so lahko tudi naknadno neki editirane, spremenjene in v bistvu po ni več vidijo neke sliko, ki je bila naknadno obdelana, pa mene podpisan in ne paše skupaj, no. Meni to pač ne pride, se ne strinjam s tem, no. Jaz včasih nočem niti videti, kje so vse slike objavljene, ker so ponavadi tiski tako čudno in stiskane, da me pol še srce boli, tako da včasih boljše, da niti ne vidim. Da ne vidiš, res je. Ker v tisk se zega ful slabo delajo, no, in res ne dobiš v bistvu ene revije, kjer bi proper tisk bil pa prav natisjen. Ker je poceni. Ja, točno to cena. Eno vprašanje sem prej videla od Neže.
Ja, a si ga prebrala ali ti ga še enkrat dam? Ja, sem ga prebrala. Lahko pa ga Okej. ti prebereš, če ga kdo. V bistvu, torej ponavadi pač na Instagramu ne objavimo teh fotografij, ker pač niso toliko zanimive za naše Instagram profile. Ampak ja, jih naredimo absolutno. Tudi včasih, ko s pari se pogovarjamo in rečemo, ne da se nam te slike narediti, bomo vsi bolj sproščeni, in potem jaz ponavadi pritiskam na njih in rečem, ne, lej, to moramo narediti, zato ker se pač starši pričakujejo, ti, tete, in je fajn, da to naredimo. Sej ne traja dolgo, to smo lahko res ful hitro zverzirani, ampak tako je res edino zagotovilo, da imamo vse svate, in včasih pač predlagam, da naredimo mogoče, se osredotočimo na ožjo družino, pol gremo na širšo po familijah in pol mogoče naredimo, ne vem, prijateljce, prijatelji, sodelavci, osnovnošolci, pač naredimo pol nekaj več grup in to je ful lušno, to pač svati pol se zabavajo, pol še oni slikajo s telefoni in tako je edino zagotovilo, da imamo res vse na sliki, razen tiste skupinske, in tako so vsi lepo vidijo, kako so se uštimali, kakšne hodestajninge so imeli in so vsi zadovoljni, tako da ja, to je fajn vedno narediti. Obvezen del poroke je to, brez tega se ne konča. Lahko bi recimo manjkala, dajmo reči, neka skupinska slika, čeprav se jo da zmeri nekako narediti. Te slike so pa res, moraš najti čas in morajo obvezno biti. Kažemo jih pa ne zaradi v bistvu marketinga, ni to nekaj, kar bi bilo reprezentativno. Pa tudi zaradi GDPR-ja. To sem zdaj hotel reči, to je v bistvu, nimamo podpisan strani vseh, ki so gor, da lahko v bistvu to pokažeš, in to pač se v bistvu nadeva na Instagram, nekako, Skupinska slika, formal si to nekako ne paše, Tudi v galerijo ponavadi se ne da, Sorry, Alex. Ne, sorry tebi. Pa jaz imam tudi včasih tako, tudi razlog ta, jaz imam dovoljenje, da par objavim, ker na fotkah so pa lahko ti skupinskih še kakšne osebe, ki pa jih ne smemo objavljati, In zaradi tega tudi jaz, če gledate moj profil, bo mogoče par, pa družice, pa drugi, več kot tako svatov si pa že skoraj ne upamo, zaradi tega, ker imamo mogoče v pogodbah, da ne smemo, Tako da tudi iz tega vidika jaz kdaj ne objavim teh skupinskih pa slik, Ta stvar je ful fajn skomunicirati. Jaz pač jo isto skomuniciram in vprašam, če lahko, tudi preden se objavijo pač sama galerija, če jo že pač vprašam, Skomuniciramo in probamo čim več iz tega ven dobiti nekih uporabnih informacij. Evo, Neža je spet podala vprašanje. Se pravi, če lahko, to lahko oba dva odgovorita praktično, predlagajo kakšen princip, slog, fotografije si želijo? To v bistvu princip in slog ne, zato ker mi ne moramo se reprogramirati za tisto eno poroko. Mi v bistvu delamo pod takim pritiskom toliko dolgo, pač 12 ur v vročini, brez ustaviti, in ti ne moreš se kar reprogramirati, da boš zdaj slikal na drugačen način. Tako kot slikaš, to je pač del tebe in ti nimaš, kako bi se izmeditiral in zdaj bom pa slikal na drugačen način. Ne moreš. Jaz sem imela recimo primer, ko je pač par si želel malo bolj svetle obdelave in so mi to rekli in sem to pri obdelavi pač imela v mislih, ampak sem mogoče kakšno sliko, ki je pasala, ki sem jo začutila, da je pasala malo bolj svetlejša obdelava, sem to naredila, ampak večinoma ne. In recimo sploh na njunem šutingu, ko je bilo vse ful energično, ko je bil par ful energičen, mi, še Štanjel, ki je pač energetsko tako res ful močen in nabit, in je pol bila všeč ta obdelava, ki sem jo naredila, ki je bila pač moja, zato ker sta začutila, da pač ona dva nista nežna, jaz nisem nežna, in zakaj bi imeli nežne fotografije, nežno obdelavo. Zato pol je fajn, kot smo prej omenili, da pač pari povejo, mogoče pokažejo, kakšne slike, tiste fotko, ki si jo želi, da mogoče povejo, da želijo več poziranih, manj poziranih, ali pa da mi rečejo, želim ful slik svatov, ne rabiš toliko nas. Pač te stvari, to so cool inputi in to bomo pač upoštevali. Ne moremo pa spremeniti, ne moremo pa posegati v naš slog, to pač ne. Slog je, v bistvu jaz kaj učim, vedno rečem, da je v bistvu fotografija nek
prstni odtis vsakega posameznika. Ne. Ana dela z Lukatom in ve, da je v bistvu vsak drugačen slika. Jaz delam z Ireno, tudi vem, da v bistvu, kakorkoli imamo zelo podobno vizijo, pa vidimo podobno, da v bistvu vsaka slika drugačna, kljub temu, da isto slikava. In v bistvu ta zapis je v bistvu vsakega posameznika in zdaj spremeniti, tako je Ana rekla, neko samo svetlost se že da spremeniti ali pa upoštevati, če želi par malo temnejše, malo svetlejše. To ni problem. Sam slog pa razvijaš toliko let, v bistvu rasteš z njim, ga razvijaš, v bistvu postane nek način life-a, razmišljanja in vsega skupaj, sam pristop in ga ne moreš spremeniti, ni šans, ne moreš ga, ne. Samo za eno poroko. Ja, ne, že to, kar si pa zdaj napisala, pa ja, to sem tudi prej omenila na začetku, da absolutno jaz podpiram to, da se mi pošlje fotografije, ki jih imate shranjene, da mi mogoče šerate galerijo, da mi pošljete tistih 3 fotk, poz, v katere ste se zaljubljeni, v katere sanjarite, in jaz bom tako hvaležna, da mi te fotke pošljete, da vam jaz lahko to željo uresničim, da bomo pač to probali narediti, rekreirati, tako da ja, by all means, kar se mene tiče, ja. Ja, absolutno, če pride do tega, sem istega mnenja, ampak jaz vedno rečem mogoče. Ne obljubim mogoče, ker tako, ne vemo, lahko imamo dež na tisti dan in bo tista fotka čist brez smisla Ja, in mogoče ne bo ne bo, pasala ja. v kontekst tega. Vsega skupaj lahko imamo pa čist kontra in bo pa ful pasala. Ne. Ja. Tako da ja, absolutno, če se da, zakaj ne. Ok, samo mislila, da bom spet kakšnega zmotila. Zdaj pa tako, Ne. fotografi, mislim, eni fotografi imajo pakete, imate pakete, zdaj tako, kako ur vas, bom rekla, povprečno najamejo, ali potem, če imamo recimo, če presežemo to število ur, se dodatno plača po urah, ali kako imata vidva? 10 ur, pa osnovni paket, pa dodatne ure. Ja. Tako. Ja, jaz imam v bistvu tako naštimano, da sobota imam pač minimalni booking, torej 10-12 ur, manj pa ne, oziroma pač toliko je vredna sobota, zato ker vem, da če bukiram krajšo poroko, bom pač lahko mogoče z naslednjim povpraševanjem dobila že nekoga, ki bi me za več ur bukiral, ne. Tako da sem se hitro naučila, da je fajn sobote pač imeti določeno ceno, zato ker potem lahko imaš 5 porok, samo 5-urnih. Ja. Zakaj bi pa bukiral 5-urno poroko, če veš, da lahko 12-urno poroko bukiraš, ne? Tako da sobote imam pač jaz minimalni booking, med tednom pa, ali pa izven sezone, po zimi, jeseni, pa lahko tudi manj ur, lahko tudi 4 ure, se pa da ful več prilagoditi, ne? Tle si črtamo vprašanje, ker imamo vprašanja, tako da če se ne bi doben postavljal vprašanja. Zdaj pa še tisto, kako ste oblečeni na porokah? Sicer je to zdaj tako zelo osebno vprašanje, ampak eni fotografi... Ful primerno vprašanje. Ja, eni pa... Ful primerno. Ne. To je ful primerno vprašanje. Meni je to ful da bi se vprašala, ker je včasih najmanj noben ne zamer, lepo prosim, ampak znam, da kar direkt povem. No. Mene je sram, če kakšen pride od vendorjev, ki delajo v kratkih hlačih. Je mene sram. No. Pač osebno imam tako in če se le da, saj črno ali pa saj eno barno lepo, ni zdaj nujno, da je nek metuljček pa te stvari, ampak ja, da si saj pač primerno oblečen, no. To je meni ful pomembno. No. Ker spet bom prišel tle do ene take stvari, to je spet nek način ta persona, kakšen si, no. Pač, dajmo reči nek marketing ali pa temu tako na ta način, no, saj jaz tako vidim. A pa bi vama bilo, se pa boš pa še ti, čuden, če bi jaz rekla, pač poroka je, no vem, black tie, zahteva, prosim, če Ne, jaz bi bil ful vesel. Ker sam, veš, da pridem zrihtan, če se le da ponavad, no. Če se le da, no. Tudi ful je odvisen, kjero poroko imaš, ne. Se Ja, tudi naredim, je. ko sem bil na poroki, sem bil najlepše oblečen, sorry, ampak ja, mi je bilo meni malo tako čuden, ne, ampak vseeno moraš imeti nek stil, no, pa obleka je odraz človeka, ali naredi človeka, tako nekako se reče. No. Meni ne bi bilo čuden, če bi rekla. No.
Kar tujine delam, je skoraj vedno dress code, no, te se ne spustijo blizu. Edin, kjer ne popuščam, tle pa res ne, tle pa ni šans, so pa čevlji, no. Tam pa ne, no. Čevlji so pa taka stvar, ki narediš, ne vem, 20 km na poroko, moraš imeti pa udobne, ne moraš imeti neke salone, no. Si ne predstavljam, ni šans, no. Ja, mora biti v bistvu miks elegantnega in športnega, ne? Zato, ker vseeno mi naredimo toliko počepov in včasih še prevalov, stopnic gor in dol, popravljati vlečko, zašvicamo 30-krat. Tako da jaz sem vedno v črno, zato da tudi ne skačem toliko barvno v kamero, če recimo pač Luka slika ali pa če so še snemalci. Zdaj najslabše bi bilo, da bi jaz bila, ne vem, v rdeče oblečeno in sem pri obredu skozi nekje tam zraven in bom pol jaz bolj vidna od neveste, ne. Tako da se mi zdi primerno, da smo vedno malček bolj v takih barvah oblečeni, da smo malo bolj nevidni, da delujemo malo bolj nevidno in tudi recimo, ne vem, meni je kul, da sem črno, ker pa se ne vidi, če sem ful zašvicala. Ja. Jaz sem tudi v črnem vedno, če se le da. Jaz si dala prav 2 obleke delati, se pravi, ali imam eno ali imam drugo, tako da imam uniformo. In se mi zdi tako elegantno uniformo in se mi zdi to primerno. Pač sem v črnem, elegantno, tako da meni paše, da lahko hitro hodim in tako naprej. A bom odgovorila zdaj še nižji, kako je s poskusnim potkanjem, potem gremo pa še 2 vprašanje. V bistvu, meni skoraj vsak par reče, da sta lesena in da se ne znata postaviti, tako da to ni panike. To imamo mi toliko znanja in izkušenj, da vas obrnemo tako in boste kar na lepem postala top modela. Tako da to imamo mi finte, kako pare sprostiti, kako narediti, da zgleda vse skupaj ležerno in sproščeno, tako da to ni panike. Če pa sta res nervozna, pol predlagam, da si pač zmenite za predporočno fotografiranje in takrat boste ugotovili, da to ni čisto noben bav in vam bo tiste pol ure ali pa urco fotografiranja na poroki še prehitro šlo mimo in si boste želela še kakšen shooting pol. Absolutno, za ročno fotografiranje je priporočljivo, če so pa če se ful tako ne, v bistvu ne sam lesenje, ampak da se bojijo kamere in da imajo v bistvu po tak čuden look. To se velikokrat zgodi. Pa tudi malo je odvisen od poroke, če je poroka ful zahtevna, pa da se bo ful dogajalo, je skoraj se pravi, zaročenje oziroma engagement shooting skoraj primeren, ker se naredi malo več fotk, pa se samo tiste par minut ali pa 3-4 lokacije na dan poroke izkoristijo. No. Ker to se kar velikokrat naredi, da nam na koncu zmanjka časa za 1 urno ali več fotkanje. No. Dan je kratek, ne moram, tudi jaz se trudim, da bi dala paro veliko časa. Se podre timeline. Se timeline podre, lahko imamo to razdeljeno in tako naprej. Zdaj tako Marko je mes rekel, da so tudi snemalci prišli v Crocsih, ne. Pač jaz pač ga že, mislim, moj pogled, upam, da bo včasih kakšnega že kar tako predrl, ne. Ker res tega se pa na porokah, ker so vsi lepo napravljeni, res ne moramo v Crocsah prijeti ali pa karkoli. Ja, v cerkev na Bledu ne bi dobil vstopa. Ja, mislim, to pa itak, ne. Zdaj imamo pa še tako, skupaj smo s parom cel dan. Padajo tudi vprašanje, kako je s hrano in pijačo. Ali je to zdaj naloga para, da to poskrbi, ali si vi vzemate čas, če ni, ali imate sabo. Jaz vem zase, lahko tudi zase povem, kako je z mano, ampak bom najprej videla. In oba tiho. Ja, v bistvu se to ni tako čudno vprašanje. No. Jaz vam kar v pogodbi napisam, da če smo več kot 8 ur, mi pač pripada nama hrana. Zdaj tako, no, če nek full fancy meni rečeva, da pač ni treba neki full fancy, ker se raje v bistvu, ali pa sploh, če v drugi dvorani sediš, to je full narodno ponavad. Moram priznati, da se mi res zgodi mogoče enkrat na 2 let to, smo vedno zraven. Ampak ja, da v bistvu nekaj, da je v bistvu, da nisi čisto lačen, no, da saj nekaj poskrbijo. Se ponavadi tudi taki dogodki dogovorijo, da je pač za vendorje pač še en meni ali pa pač na temu primerna. No. Absolutno pa mora biti. Pač seveda, če toliko ur delaš, ti paše, da poješ en topel obrok, ker
Zdaj, pač vi, mislim, za par bo tisto ena poroka, ki jo bodo pač tisto leto imeli, njuna, ampak računajte, da fotografi imamo po 20, 30, 40, 50 porok in zdaj, če imam jaz recimo 50 porok, da bom jaz 50 dni jedla sendvič ali pač karkoli takega, ni šans. Pač to je naše delo in full ur porabimo na teh dogodkih. In če se ti zgodi, da imaš 3-4 zaporedoma, ne? Ja, ni šans, da se zorganiziraš. Tako da to pač, in tudi takrat, ko ljudje jejo, takrat tudi mi izkoristimo, da kaj pojemo, da kaj vržemo vase na hitro, ker takrat, ko ljudje jejo, ne fotografiraš pač tega, ne. Sicer pa osebno imam jaz ful travme s hrano, zato ker pač kot vegetarijanko sem res bila tolikokrat lačena po rokah in tudi fulkrat je problem na večeri s timingom, zato ker ponavadi dajo fotografom in bendom zadnjim za jest, takrat, ko v bistvu že svatje pojejo in bi radi že začeli plesati in žurati, mi pa niti krožnika nismo še dobili na mizo. In potem se lih začne spet dogajanje, lih nekaj smo že dali usta, ostalo pustimo, gremo poslikati, prijemo nazaj in so nam odnesli krožnik. Mislim, tolikokrat sem bila jaz lačna, da jaz imam travme, no. Jaz reči ne razmišljam, sploh o hrani grem in bom pač servirala zrak in ljubezen. Ja, pač tako da kar je, man. Moram priznati, da meni se ni zgodilo, da bi bila. Se je zgodilo, da nismo dobili seje, ampak v bistvu nazadnje se mi je glih v Maroku lani zgodilo, ne vem zakaj, ampak so pač pozabili na vse vendorje, pa nas ni bilo. Ali so pač pozabili, no. In na koncu bo tako Ana rekla sendvič, ne. Ja. Neki pa še pojesti. No. Pa še ena stvar, jaz probam skomunicirati, da saj ne da dobimo čizanje, ampak saj nekje v sredini, no. Če se le da, sploh spet odvisen, kakšen event je, kako se dogaja vse skupaj, da ne zvisiš. Probam pa ta stik takoj s tistim šefom lokala navezati, no, pa ga malo prositi, da mi moramo delati, no. Ne. Ja, se vidi ful razlika, ko priješ na lokacijo, ker te že poznajo, pa si že kakšno rekel, je pristop ful drugačen. Ne, ker eni pa imajo tisto, par bo dvi prvo, ti moraš biti tiho. Ne? Par je ta prvo, par je pomemben. Zdaj vi morate vedeti, da jaz včasih, pa vi kot veste, kot fotografa, kdaj zamudite kot par, s parom vreta, ne, in pol čakamo, tudi to se dogaja, ampak jaz načeloma imam vedno kaj sabo v torbici, ne. Tako da sem bila že v te najhujših, najboljših hotelih, ki misliš, da boš dobil za jesti ful, da se boš najedel, pa sem imela sendvič, pa hvala Bogu, da sem ga imela. Na kakšnih takih porokah, ki so pa totalno tako, ko imaš občutek, da ne bo za jesti, pa dobiš ful za jesti. Ja, tako da jaz imam kar pripravljeno. Ja, meni je fulkrat žal, ker ne vem, v bistvu, niti se ne upam vprašati para, če so sploh pač plačali oni za naš meni in da pol v bistvu mi sploh nismo dobili ali pa smo dobili res ful malo okrnjeno in pol ne veš vprašati, a je restauracija njihov peharla ali pa če enostavno je bil nek čuden deal narejen, tako da si včasih niti ne upamo vprašati, no, kakšna je situacija s hrano. Ja, da ne bi koga užalil. Ja, ker kdaj pa lokacija sama od sebe da, ko vidi, da ni, ne. Tako da čisto odvisno je spet, kje smo pa, kako smo pa tako naprej. Jaz pa vem, da obstajajo fotografi, pomensko pač tukaj ne omenjamo dobenega, ki imajo pogodbi, če pač ni zagotovljena, kako bomo tako rekli, hrana, si lahko vzemem na dan 1 uro časa vmes, kadarkoli. No, to bi bila tudi rešitev, samo ne bi bila izvedljiva. Mislim, jaz bi naročila pol iz Volta. Bi si naročila nekaj. Orderin, ne? Ja, to je še tako, kar malo, mislim, rajš tako, kar imaš, bolj se napišeš v pogodbo, pač želeno je, če je hrana, karkoli, ne grem kot pa to, pa rečeš parole med tvojim obredom, bom šla zdaj jesti. Jaz tega ne bi mogel narediti, no. Smo že imeli v bistvu ene parke tako eno debato s drugimi in tako bomo pico naročili, prav en band, z enem bendom so večkrat skupaj bili in se je res zgodilo, da so pač malo pozabili na nas, tudi pač nekaj let nazaj so malo pozabili in smo rekli, naslednjič, ko se vidimo, bomo pa pico naročili, ne. Ne bi. Marsikaj si upam, to pa ne bi naredil, no. Ker je spet ta komunikacija, v bistvu pa odnos, kakšno si na koncu, no.
ne vem, če je vreden se na koncu pokregati. Ma ne, ni. Mislim, Požreš in greš naprej. In to je to. slaba volja. Mislim, mi smo ful danes se klepetali, jaz vedno rečem to 10-15 minut, to je cele naše Ne, to se vedno zavleče. Evo, ura je 54 minut. Zdaj pa tako, no, da bomo pod 1 uro, ne. Sam še zdaj tako, zdaj v tem času se poroke prestavljajo, odpovedujejo in tako naprej. Mi bi pa radi tukaj sam še skrili, glede na to, da se to dogaja, pa mi imamo tudi veliko tujcev, tako da mi, če bodo pari hoteli imeti poroko, se pravi v teh pogojih, ki so, dajte nas poklicati. Zaradi tega, ker se nam prestavljajo termini, bomo možno prosti za vas termin. A ne? Ja. Ali pa, tako da, ali ste hotela kaj povedati? Ne, praktično maj in juni smo, mislim, da skoraj vsi fotografi smo, večina porok so pari predstavili, ne? Zdaj zadeva je taka, poroke so sicer dovoljene, pa zadeva je taka, da imamo trenutno 6 oseb vse skupaj, ampak sem že enkrat prej razlagala, kako lahko to 6 obračamo. Zadeva je samo taka, da dajte nas poklicati, vprašati, če smo prosti, ker termini se nam kar zdaj zaradi tujcev, ker tujci vsi skoraj v večini prestavljajo na drugo leto, smo zdaj postali tudi prosti. Pa dajte nas poklicati, nič se bati, najslabše, kar vam rečemo, lahko je, joj, škoda, sem zasedena. Nič drugega ne bom drugega, ne bolimo, ne grizamo, karkoli, pokličite pa vprašajte, ali če rabite na svet ali pa karkoli. Ne prehiter sklepati, da smo kljub temu, da so datumi zdaj že kar zasedeni konc, ampak kar pokličite pa vprašajte. Zdaj se skupaj ful bolj fleksibilno, ne? Prej smo imeli sezone natempirane, zafilane, zdaj se pa nam odprli meseci in termini in lahko v bistvu, recimo jaz osebno nisem nikoli imela v tem obdobju časa fotografirati, ne vem, zaročne fotografije ali pa družinske ali karkoli in zdaj v bistvu dejansko imam čas tudi za to, tako da se v bistvu ne vemo, kaj nas čaka, ne? Tako da vse je ful bolj fleksibilno in tudi mi smo ful bolj fleksibilni in pari tudi, ne? Ja, tako da ni zdaj, ne se nas bati, pa kar vprašajte, če smo prosti, ker vam bomo z veseljem povedali, kako pa kaj. Lahko se zgodi, da danes nismo, pa bomo jutri, pa vas pokličemo nazaj, le zgodilo se je to in tako da ne biti, kar sprašujte, kljub temu, da se pač ukrepi se izboljšujejo, se pravi, grejo bolj. Se rahlajo in tako naprej, tako da tudi za drugo leto pokličite, so datumi, nekateri so res že zasedeni, nekateri smo še prosti, tako da kljub temu, da se govori, da so sezone letošnja je že kar nekaj zafilene, ampak pokličite še vse. Vsakega ponudnika, ki ga želite imeti, pokličite. Nikoli ni preveč vprašanj. Ja. Nikoli. Pa dobeno ni brez veze, tako da če bom imel to kakšnokoli vprašanje, naj spodaj napiše, vse tiste, ki sem jaz prot videla, sem jih tako dajala gor, zdaj pa vidva zadnjo besedo. Ana, Aleks, kaj bi še povedala? Preden zaključimo tole današnjo. Torej, jaz sem mnenja, da je izbira poročnega fotografa tako, kot izbira poročne obleke. Ko najdeš tistega, ki je pač zate, ki ti je vlit, ki ti vse štima pri njemu, to je to. In jaz v tem trenutku takrat pač ne bi sprejela noben kompromis, kot ne bi sprejela za poročno obleko. Zelo težko je danes brati poročnega fotografa, zato ker na internetu lahko vsak zgleda super. Tehnologija je ful dostopna, obdelave so zdaj enostavne z nakupom teh filtrov in kaj še vse. Ampak to ni realnost. Tako da je fajn, da se ne odločate samo na podlagi, ne vem, Instagram profila ali pa 10 fotk na spletni strani, ampak da pogledate nekaj celotnih galerij. Torej, da pogledate, da mogoče vprašate, če ima kakšno poroko, ki je deževna bila, mogoče kakšno zimsko, kakšno malo številčno ali pa ful številčno. Zato, da malček dobite občutek, kaj lahko vse ta fotograf naredi v različnih pogojih. Zato, ker je tle pač moraš biti nek foto ninja in biti pripravljen na vse možne svetlobne pogoje, vremenske in tako naprej. In zato verjamem, da je pač za pare ful težko najti primernega fotografa, zato ker vsi lahko izgledajo ful dobri dan danes. Ne? Ja, točno to. In tle se čisto strinjam z Ano, kar je rekla. Jaz bi pa dodal še eno stvar, da tale čas, tele korone, je eno zelo dobro stvar pokazal. Do zdaj je bilo
to ful težko uskladiti s pari, če si predlagal nek Skype ali pa nek video call, ne? Je bilo tako, se nočemo in person dobiti, pa se noče z nami pogovarjati. To je pokazalo, da se da ful dobro zmeniti in se da ful dobro saj ti prvi kontakt vzpostaviti preko weba. Zakaj ne? In jaz to ful zdaj prakticiram, če se le da, no? Da saj tisti prvi stik navežemo, se pravi, neko popraševanje, neka ponudba, ki se strinjamo, dajmo se dobiti, čisto neobvezno se dobimo takole z računalnikom, rečemo 3-4 besede, si pogledamo galerije obvezno, to podajam tudi jaz na dušo vsakem fotografom, rečete za cele poroke, za cele galerije, vse, kaj je par dugo, ne 1, 5, 6, 4, čim več, da se dobi nek general feeling, kako je v bistvu, kako fotograf funkcionira. Ker galerije, ki jih mi sestavljamo na webu, pa v bistvu na Instagramu, so v bistvu čist nekaj drugega, kar mi želimo bukirati, kar mi želimo, v bistvu je pa celotna galerija. Tisto je the best. Marketing, the best, tako, pač zlagamo tako enem, tako paše enem, tako, ampak celotna galerija je pa en tak recap celega, kako izgleda. In jaz vsaka rečem, to obvezno si mora pogledati, sploh preden se gre po in-person na kavico in se pogovarja naprej. No. Pa da mogoče analizirajo tudi galerije malček bolj hladnokrvno, da mogoče, ne vem, recimo, če je ena oseba, ki se ful fotografira, uporablja ful filtrov in v bistvu nikjer na spletu ne opazimo brez filtrov, potem ne moreš najbrž izbrati fotografa, ki ima ful tak realen stil. Torej, ti ne moreš post festum zahtevati od fotografa, da te bo retuširal, če on tega ne počne. Zato moraš pač poiskati fotografa, ki ima mogoče tak stil, kjer je koža zgleda že na fotografijah lepša, kjer je pač tako poslikano, da je vse skupaj bolj nežno. In se morajo pač pari zavedati, kaj gledajo, ne? In ne morajo potem po toči pač, da jim je pol žal, ne? In biti poljezni na fotografa, ker pač, ne? Ni fotograf dela skozi enako, ne? Več ali manj dela skozi enako, ima nek dodelan stil. Izbira fotografa pročnega je ena domača naloga, ki jo mora vsak upraviti, no? In čim več časa nameniti o tem, no? Če se izbira obleka, ne vem, se gre v 5-6 salonov, se zabije, ne vem, 10-20 ur za to, dajmo še za fotografa, pa druge vendare isto narediti, no? Ker na koncu bomo vsi veseli, in fotograf, in par, ki bo res dobil tisto, kar je želel, no? In kar je prepričan, no? Jaz tukaj še dodajam to, ker vem, da nekateri fotografi pač ne da kradejo, ampak si kupijo fotko, pa si jo dajo na Instagram profil. To sem videla. In se oglašujejo preko tega. Ja, se dogaja, Pač jaz torej, dan danes, ko lahko vsak organizira en shooting, toliko mladih nadobudnih vendorjev je, dan danes res ne rabiš takih krajšnic. To se mi zdi ful neferno. Tako da, dajte vprašati, kje je bilo to, saj tako, če vam je fotka všeč, pa ste tako videli, ali je to realna fotka njegova. Ker jaz tudi težko bom za nekoga garantirala, da je dober, če vem, da pač se reklamira s fotografijo, ki ni jo on naredil. Vse se točno vidi, iz kje je fotka vzeta, skoraj zelo se jo prepozna. Tako da, če ste malo pozorni, je pa res, da še jaz tudi poudarjam, spletne galerije, se pravi, oziroma celotne galerije od enega fotografa, boste videli, da tista ena fotka, ki jo je objavil, ali je pokazatelj the best of the best fotke, ali je pokazatelj ene izmed the best. Ne? Tako da res svetujem tudi to. Tako da zdaj pa se vam zahvaljujem za vašo pozornost in Ana in Alex, ful hvala za vajin čas, malo daljši smo. Hvala tebi. Ampak mislim pa, da smo odgovorili na vsa vprašanja, ki jih ponovadi pari. Pa še bi bilo kaj za povedati. Mogoče pa naslednji teden ali pa karkoli, da gremo kar fotografija, pa izbiranje fotografa, to je toliko obsežna stvar. Zdaj, razen če ti Anja še kaj padali na pamet, da moramo še kaj izpostaviti, komod. Drugače pa mislim, da imajo pari kar veliko dela pri izbiri fotografa. Res, bodite pozorni, vprašajte čim več. Mi smo izpostavili zdaj nekatera dejstva, tako da želimo vam, da ostanete zdravi in se kmalu vidimo v živo, ne, na kakšnem, se pravi, predporočnem slikanju, na kakšnem sestanku ali pa na zaročnem ali pa kakšno slikanje še imata. Zdaj, ki se vaju lahko najame.
Vse. No, ne vem, jaz moram še malo premisliti točno. Malo bila, ne vem. Ja, nekaj Jaz ste sem- pa... Povej. Jaz sem tu v biznisu odprtih, da mi je v bistvu ta korona se lahko še malo podaljša, nimam nič proti. Ja, tako da... Za vsako slabo stvar je ena ali pa 10 dobrih. Tako da, ja, družinska so, no pa nam še eno. To že Ja, ne družinska. verjamem. Družinska, ja, valjda je to. Tako da pokličite, mi smo tukaj za vas, tako da ne biti plašni, povpraševanja pošiljajte še vse in vam bomo odgovorili. Tudi če smo zasedeni, bomo napisali, smo zasedeni, mogoče vam bomo svetovali, na koga se obrniti. Tako da uživajte, želim vam lep dan, tako da zdaj vam pa mahamo vsi trije. Čau, čau. 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 Čau.